Tako so se novoizvoljeni poslanci prav danes vselili v državni zbor. Upam, da pravi. Njihovi predhodniki pa so morali predtem spakirati kovčke. Oziroma, tako se temu reče. Večina sveže pečenih poslanskih brezdomcev zapušča parlament s svojim premoženjem kar v nakupovalnih vrečkah. Svojim premoženjem. A ste videli to? Svojo robo odnašajo v vrečkah iz Hoferja, pa pravijo, da poslanske plače omogočajo luksuzno življenje. Come on! Tako pa se njihova politična kariera končuje v plastičnih vrečkah, čeprav so tudi izjeme. Nekateri, ki so tam preživeli dlje kot en mandat, pa so bolj organizirani. Ja, je to slovo? Seveda. Nasvidenje. S kakšnim občutkom? Pa odkrito bom rekel, očitno se resno delo ne splača niti v državnem zboru. Hvala. Srečno. Jaz sem šel kar pogumno čez cesto, niti levo pa desno ni pogledal. Zdaj, ali je ful siguren vase, ali me pa vseeno, če ga avto zbije. Nekje. V tem mandatu je bil z naskokom prvi po številu postavljenih poslanskih vprašanj, ampak tu ni garant uspeha. Tudi sam sem v zadnjih 4 letih postavil zelo veliko vprašanj, pa sem zmer končal sam doma. Ok, v nenavadni zagati pri sestavljanju vlade se je medtem znašel Robert Golob, ki je očitno tudi sam med tistimi, ki ga je rekordna volilna zmaga presenetila. Golob tako širi ministrsko ekipo, če tudi je takoj po volitvah presenečen nad rezultatom dejal, da mu kadrov primanjkuje. Se pravi, nima ljudi, pa odpira nova ministrstva. To je tako, ko bi domov na fuzbal povabil 2 frenda, pa ugotoviš, da imaš samo 2 pira pa en čips. In kako rešiš problem? Tako da povabiš še 3 frende. Pridite še vi! Ne pogledati, katere prijatelje je Golob povabil v razširjeno vlado. Predvsem sta me presenetili 2 imeni, a nista Bratušek pa Šarec ostala pred vrati parlamenta. Ampak Goloba očitno ta malenkost ne moti, sploh ker menda namerava obe stranki v zatonu vključiti svoje gibanje Svoboda. Manjši problem pri združevanju bi utegnil biti, da sta obe stranki poimenovani po svojih predsednikih. Ampak brez skrbi, v našem uredništvu smo našli rešitev. Predlagamo ime Marjanova, Alenkina in Robertova Svoboda. Na kratko, Mars. To odpira veliko možnosti za podobo združene stranke, denimo tole z rdečim planetom ali pa morda 3 Marsovčki, kaj pa vem. In kaj bosta bodoča Marsovca počela v Golobovi vladi? Alenka Bratušek naj bi bila ministrica za infrastrukturo, kar ne preseneča, ki je že v Šarčevi vladi rada hodila po gradbiščih pa dokazovala, da je čelada ful paše. Večja neznanka je pa, kako se bo čelada podala Marjanu Šarcu. Trenutni obrambni minister je postavil zelo visoka merila. Je pa res, da sta oba prostovoljna gasilca in da sta oba iz Kamnika, kar pa tudi neki šteje. Sicer pa gospod Šarec verjetno ne bo imel pretirano težkega dela, saj odhajajoči minister Tonin že pokuril ves denar za male in velike oklepnike in transportno letalo. Bolj kot kaj drugega bo moral nov minister braniti vojsko pred koalicijskim tovarišem Kordišem. Ta si namreč kot najsodobnejšo vejo oboroženih sil predstavlja konjenico in bile izjemoma pristavna motorizirano pehoto. Pa ne v oklepnikih, ampak na mopedih. Kljub vsemu bodočo vlado menda čaka srečna prihodnost. Tako vsaj pravi naš strokovnjak za govorico telesa, gospod Edvard Kadič. Ja, hočeš reči, da je hotela ugajati Golobu in se zato na isti način počesala lase kot Golob? Ne, saj gre za spontano reakcijo. Vse to počnemo tudi v drugačnih ambientih, ker pijemo kavo skupaj in ko eden dvigne skodelico, jo dvigne tudi drug. Tako da to ni. Ampak gre za pojav, zrcaljenje je pojav, ki se razvije takrat, ko so ljudje usklajeni med seboj. Upamo, da gospa Fajon v tem dejanju ne bo šla predaleč, ne? Edino ne vem, kaj bo v tej vladi počel Luka Mesec med tem. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.